Dej, saj za video se naredi, da znaš. Glej, zakaj mene ljudje imajo radi? Dobro jutro, kje ste folk, kaj zdaj? Evo ga, petek, 4. juli. Ura 7, ne moram spat, muči me ležaj. Na kordu mi je začel tulit ležaj, zadnji desen. Tu lonžek, še pol leta. Dok sem jaz to dojel, kvaje, je tudi minil. Dejansko sem ga pol naročil duboga od enega frenda, ki ima Bartok firmo v Krškem. Mi je poslal, dal sem 115 evrov. Drugač meni original je tam 280. In tako da je kar ugodno mi zrihtu, hvala ti Milan. Pičim gor, šumica, zdaj dokaj je hladno, spal ene 5 ur, razmišljam, kupil, ne vem če ste videli, Gilero SP02 predelano. Pa ne dela toliko dobro, kot bi morala, premali fregazer. Dize treba naštelati pa to. In itak razmišljaš celo noč. Izjutri vstanem, fakt, se res, jaz moram še ležaj zamenjati, ker grem na morje, ne. In malo pogledam, pa vse easy, se prejši sem glih diske menil, pa ploščice. Pa če to daš dol, pa sam ležaj na 4 šraufe, daš dol in zamenjaš, ni neka panika. In sem vstal, po 5 urah spanja, grem hitro tole šumico obdelati, nekaj pojesti, pa da zamenjam ta ležaj, preden bo orenk sonce. Da ne vem, kar direkt na dvorišču, ali bom mogel v garažo odnesti, oziroma odpeljati avto. A če hočem v garažo, moram vse ven dati, jesko in vse une stvari, da lahko sploh prijem. Z akordom noter. Tako da ima se posla. Znači, gremo gor, pa naprej. Evo ga, tako ti jaz prijem na vrh in malo počepov, malo raztegovanja. Pa prijem do telefona in naredim jutranji story na Instagramu, kjer me lahko pofollowate. Tle imate ime, dinoti Instagram, povem, kva se kaj dogaja in potem pičimo na zajtrk. Ok, situacija je taka, tukaj, kjer je eska, mora biti akord. Ampak pogled tukaj, zdaj moram jaz to vse premakniti, vse to dati ven, zato da lahko dam akorda not. Zakaj? Ker smo na hribu. A ne, na hribu je in ti lahko avtomobil pobegne nazaj, če ga daš na dvigalko. Tako da zdaj se moram s tem ukvarjati, vse to skupaj predstaviti. Evo ga, akord je noter, malo sem porazdalil tele motorčke, malo sem porazdalil tele avtomobilčke. Tako sem naredil prostor, pa še matka mora jeti ven, tako da sem tudi pripravil avto. Znači, da gremo dvigan tole, lodati dol, ležaj zamenjati, veselo na delo. Vedno dam tak varnostni trikotnik spodaj, zato da slučajno ne bi se kje zgodil. Situacija je taka, kakor vidite, novi diski, nove ploščice. Tole je pa novi ležaj. Takole izgleda ležaj v pestu. Se pravi, tole je lažja varianta za zamenjati, ker ponovadi, če imaš sam ležaj, ga moraš prešati ven. To pa jaz pač nimam, preše pa ne morem. Pri tej taki zadevi se pa da. Moram dati dol bremze, dati disk dol pa v zadju šraufati, pa naj bi to bilo to. Ja. To sem kupil iz Amerike, te distančnike, iz, ne vem, Filadelfije. Dal sem 80 evrov za njih. Pa prišel so v 2 dneh. Nisem mogel verjeti. Veš, malo ga zapne in vse. Zdaj pa po šraufen cigar, podviti tole. Tako, udaraš, pa odvijaš, ampak jaz sem to že prejšič odvil. Pa gre zdaj dosti lažje, ker drugač gre kar, mislim, če zjebeš glavo, veš, hvala Bože, to je easy. Veš, tole pri Hondah, tole se neha gibati, ker se tole ne giba, ti se ne premikajo bremze in potem ti zašteka vse skrb. Tole, zaradi tega sem jaz mogel menjati 2 diske. Ponovadi sem jaz, da sem prišel, to je bilo to, ampak veš, čutim jaz trenje, stari, ni dober. Tukaj imaš 4 šraufe do zad, treba šraufati. To še nisem nikoli, tako da treba malo z VD-jem namazati, pa upati, da bo šlo dol. Pazi foro, to ni sponzorska objava, ampak evo, malo na svet. Dobil sem prejšnjič VD40 specialist, penetrant, tole naj bi penetriral take vijake, ki so zarjaveli. Sem na nagradni igri sodeloval, pa sem dobil ful teh njihovih izdelkov in je top.
Itak sem jaz zvedejam odrastu. Veš, če imaš dvigalo, je to ful lažje. Sam se mi ni dalo obrenjuvati Simona ali pa Skubija, Skubi itak na morju. Ker sem rekel, da bom jaz to sam naredil. Vedel sem, da tole je zdaj najtežji del zaradi dostopa. Ajde, če ta specialist penetrant dela svoje. No, pustiš, da se to teče. Da jaz bi to najrej s pištolo zapršil. Pa kaj, bom probal prvo s pištolo, koliko lahko. Ta pištola je kar močna. Ampak je, ališ težko je, veliko je to. Ne rodem to zraven prijeti. Če bi ti odvijal, bi bilo tudi fajn, ne, budala. Veš, če bi jaz odvijal, ne, jaz zavijam. 1, 2 sta šla. Ko vam probam, daljši nastav. Aj je boga ti. Nastavil sem na njega, sam ga noče odviti. Pa ena te nastavke pa to zgubi moč. Ne moš, da se ne zabavaš. Ne gre easy deal, vedno se moš jebati. Jebi ga tako kot je kad sam mater. 2 sta šla. Koliko je on penetriral? Nekje. Znači, na roko, pa ka ni kanala, ni ročice in vprašanje. Sem te rekel, dobro, kako vidite. Udaril sem se. Oj, sve sem prste preščipnil. Da bi se saj odvil. Jujiš. Kurac. Ne može se. To je recept za disaster. Prav me je Skubi enter rocket. Ma ni šanse. To mi deli. Evo ga. 3 od 4. Še jedan. Okej, odvili smo ga. Kaže, nič ne znaš delati. A veš kako ja tebe pošraufam? Sa mojom gedorom. To, Miki, to. To mi radi. Ti kaj šraufaš, tako malo se ti meša. Ker imaš ful v glavi. Evo ga 4. To 4 komade. Zdaj to bi mogel padat ven, kako rečem. Ne, malo čekićem, ko je se? Oho! And the ležaj is off. Pa tako zamenjam. Ok, zdaj gledam ta 2 ležaja. Ta je manjši kot ta stari moj. Vse sta si podobna, sem taj večji, čeprav luknje so enake. Samo tole pa še gor, stari. Ojuj, to nima. Ne, no, pizda mater. Ja, zdaj je problem. Ležaj ni to prav, stari moj. Avto razrt, lepo odprt. Kaj pa zdaj? Ja, nač, klical sem Milana v Bartok. Rekel, da sta 2 in da je poklical na Hondo in da je on trdil, da je ta prav. Očitno pa ni ta prav. Tako da zdaj je gledal in baje imajo v Zagrebu enega. Sem rekel, ništa stari parpel, jaz imam tole vse tukaj razdrt. Jaz ne bom to spet sestavljal nazaj. Pa je rekel, da me pokliče nazaj, upam, da na dobro rešitev. Dobra novica, me Milan klical in rekel, Dino, 5 v stegne v Euroton. Ti bojo dal Fagov ležaj, tega pa vrn nazaj v Fužinah. Tako da pičim zdele in me je kar rešil. Mi je kar odlegal. Pa tako, grem, raj brez besed. Evo ga, stari moj. Ležaj sem prejel, pičemo nazaj. Evo razlika, tale je, ker sem ga imel, tale je, ki ga rabim, se pravi je manjši, je pa tale Fagov, kao nemški, in gor piše China. Ampak si dobil vsaj šraufe zraven. Ta pa ne piše nobene Chine. Tako da razlika je, ta je večji, ampak dobro, sam da imamo. Roki, a si prišel pomagati ležaje? Menjati, a? No dej, fati se. Fati se, to šti rabo. Jaz bom sam ti to. To šti rabo pri BMW-ju zdaj malo pri 30 jurjev. Pri 30 000 boš rabo malo. Ok, zdaj je pravi ležaj, evo. Celo dobil sem 4 vijake, ki se
Šrafa je na 6 kg pa pol. 47 fit LBS je na internetu pisal, da pa koliko je to. Ja, je to res prva Honda, ki je šel ležaj? Majke mi, jaz v lifeu nisem ležaj za meno. Tako da premenja. Ampak je me foto rekel, a se ne menja to oba naenkrat? Sem rekel, jaz ne menjam, jaz menjam takrat, kad crkne. Ja, menjam mehanik vedno dva, ja, mehanik z razlogom reče za meni oba. A ne? Tako da, jaz bom zamenil zdaj tega, pa upam, da je ta prav, če ne pa pol še enega kupil. Je pa originalen, je 280 evrov, polna cena, za tega sem dobil pa 100 evrov. Sam mislim, da se Honda križa, kako gor piše China zdaj. Razumeš? Se taki vid. Dobre, pridem si res. Ja, glej, nekaj moram šraufati. Lep. A tle tudi ležaj že zamenjan? Ni, pri tem se treba pa zamenjati elektrika pa frgazer. Je pa to nova pridobitev, katero bom razložil v posebnem vlogu. Je pa duša stari moj. Rok, itak ti zdaj gradiš, tako da. Ja. Se lahko nate zanima. Jaz se za tebe gradim. A ne? Zakaj imaš pa trdo streho sred poletja? To je nova pridobitev, veš. Aha, zdaj tako ti fauliraš. Pizda. Jaz sem pa najdel sistem, kako čerafati, prej sem se pa jebel, ka budala. Ampak glej, kao najbi moral sistem, veš. Preveriti, sam bomo videli, če me tole sploh lahko. Zateguješ, odteguješ. Tebe tudi to mater, zateguješ. Čisto vedno. Vsi smo na istem stranu. Čisto nikoli ne vem, kva moram. Ne, pa gre. Ajde. Čakaj, jaz to otegujem spet, pizdo, mater. Ja, jaz to... Ne, sve to može biti prav. Kurac je prav, jaz to sve to otegujem. Dej, saj za video se naredka, da znaš. Glej, zakaj mene ljudje imajo radi? Ker sem jaz iskren. Ja, vem, a veš, pa sam svoje avtomobile šraufaš, noben ti ne pripelje, ker se ne upa, ne. Vse jaz nočem, da... Tudi jaz bom razmislil, če sem še kdaj s tole akord pelil, tako da... Ja, zdaj, če mi bo kolo odpadlo, veste zakaj. Ja. Aha, ta je počel. Evo ga, ležajčiči gor. Tako da to je to, zategnil sem kabudala. Toliko sem bil noter v delu, da sem pozabil tole posnet, dejansko sem dal pač ležaj, disk sem gor namontiral, sedlo, brems, zdajle tole, tale v bistvu zavorni bat porinem nazaj z enim posebnim orodjem in dan gor. Veš, in pa se usede. Teli so mi interesantni, to je pa nekaj najboljšega, kar so se spomnili. Res. To je pa zakon. Pa, kad ti to delaš dolg časa, kad ti to delaš non-stop, to dobiš prakso. To imaš prakso, orodje ta pravo, in pa, kad ti to non-stop delaš, pa se zverziraš, veš, točno fore. Pa ojačaš, stari, a veš? Ne te interrokice, kakor prav skubi. Ok, zdaj to sem. Vrti se. Zdaj damo gor pa distančnike. Če ne preživim, slučajno, da mi točak odvali. Dino vas imel rad. Zdaj mi je jasno, zakaj je ležaj sploh šel. Šel je pa zato, ker mi je desna bremza blokirala in sem tako vozil kakšen let pa to, in ko desna bremza oziroma kjerkoli bremza blokira, se pravi, ko plošči se držijo, ker zavorni cilinder se ne vrača nazaj, je dejansko se to grel in je pregrel ležaj. In ko ležaj se pregreje, prije pač do poškodbe. In zato dejansko je meni šel ležaj desen. No, zdaj gremo pa eno testno vožnjo, pa da vidim dejansko, če je zvok še vedno prisoten. Dober je, popravili smo problem. Ležaj se več ne sliši. Tako da, zdaj bo spet mir. Hvala vsem, ki ste si pogledali današnji vlog. Jaz letim zdaj nazaj v Bartoga, vrnem ta napačni ležaj. Vi pa tudi upam, da ste kaj dobrega odnesli od tega videa, se kaj naučili.
V tem primeru je bilo to lažje, ker je bil ležaj v pestu, drugače navadni ležaj se morajo prešati, ampak vseeno malo ste videli, da se tu da doma narediti, če imaš le prostor, pa malo volje. Tako da, subscribite, napišite spodaj v komentar, kakšne so vaše izkušnje, vi tudi kaj tako šraufate, oziroma če ste kdaj zamenjali že kakšen ležaj, pa lajkite, komentirajte. Spodaj imate pa tudi dostop do memberstva, če hočete dobiti več vsebine, prej vsebine, pa da podprete Dinotija v nastajanju novih videov. Hvala, pa se vidimo. Čau. Pa daj, prosim, če že boste na levi strani, pa ni nobenega, prosim, predstavite se na desno, ker to se prevečkrat dogaja na naših cestah. Voz po levi, na desni prazno, ni šans. Pa zdaj v teh dveh noben tega ne počne, oziroma unten skozi voz levo. Ješan je prehitil in zdaj bi mogel se postaviti na desno, ampak ne. Kultura je na vrhuncu. Evo ljudi moji, v letu jaz v Bartok, da vratim ležaj. Itak, oni prav, nismo mi krivi, nismo mi dol je kriv, vem. Rekel sem jaz Milan, da je on kriv, ampak face modeli že kažejo je. Prelude kažejo, RS-ke, znači druženje je pravo. Ne gre se tukaj samo za dele, gre se tukaj za tudi za jebanča. Je tako? Tako je. Tako je!